začetka. Vaš oče Boris se je rodil leta 1912 na Dunaju, kjer je njegov oče, znameniti literarni zgodovinar dr. France Kidrič, služboval kot knjižničar dvorne biblioteke. Ob izbruhu Prve svetovne vojne se je priselil z mamo na posestvo Knežec pri Rogaški Slatini. Kakšni so vaši spomini na očeta? Ja, moji spomini na očeta so zelo lepi. Znano je bilo, da je on je bil zelo temperamenten in bil je poln zanosa in sploh, ne. In je znal včasih tudi kaj zakričati, pa zavpiti, pa biti jezen, pa tako naprej. Ampak doma je bil pa neverjetno blag in vedno je bil tako ljubeč in prijazen. In tudi se ne spomnim, da sta se z mamo kdajkoli glasno prepirala ali pa kaj podobnega. Verjetno drugače, kot so ga mogoče njegovi sodelavci percipirali, ne, v službi. Čeprav je bil zelo širokogruden in tudi seveda tudi zelo prijeten. Vendar jaz bi rada najprej, predno nadaljujem s temi osebnimi spomini, povedala ene par stvari iz njegovega življenjepisa, ki mogoče bolj osvetljujejo njegovo osebnost in zlasti njegove življenjske odločitve, ne, in pot življenjsko, ki si jo je izbral. Omenili ste že, da je bil sin zelo uglednega literarnega zgodovinarja, Franceta Franceta Kidriča, ki je, ko se je preselil iz Dunaja, ne, na povabilo kolegov akademikov v Ljubljano, postal profesor na ljubljanski univerzi, potem je bil tudi rektor univerze, to je vse pred drugo svetovno vojno, potem je bil tudi ustanovni član Slovenske akademije. Jaz sem videla tisti pergament, so imela enkrat eno razstavo, kjer je na osnovi ukaza kralja Aleksandra formirana Slovenska akademija znanosti in umetnosti in bilo je, meni se zdi, 13 ustanovnih članov, ne, vsi zelo znani, zelo eminentni, ne, moja generacija vsa ta imena poznala. Torej, oče je bil edini sin, edini otrok Franceta Kidriča, živel in odraščal je v tipični meščanski družini, dobro stoječi, dobro situirani. Mama mi je pravila, da je profesor Kidrič imel takrat plačo na nivoju ministra zvezne vlade. To so razmerja, tudi seveda je profesorjev bilo neprimerno manj, univerzitetnih profesorjev neprimerno manj, kot jih je sedaj. Vendar je to povedno na svoj način. Moram tudi reči, da je star oče spadal v tako imenovani liberalni tabor, ne, torej ni bil klerikalec, bil je liberalec, vendar moram tudi poudariti, da ni imel nikakršne zveze z komunistično partijo, je imel pa, izgleda, ne, simpatije, da bi tako rekla, do levičarskih študentov. To bi se pa
lahko rekli. Zato so se mnogi spraševali, kako to, da je nekdo iz ene take družine, ne, zbral tako pot, revolucionarno pot, kot jo je moj oče. Zlasti, ko takrat leta 2000 in tam naokrog, je mladim ljudem to bilo popolnoma nerazumljivo, kajti oče je imel odprte poti povsod, ne, ni imel nobenih finančnih skrbi, lahko bi šel, bil je pameten, bil je zelo sposoben, lahko bi šel študirati karkoli in verjetno bi tudi dobil službo, brez problemov, ne. Kaj mu je bilo, da se je spustil v tako avanturo, če lahko tako rečem. Spomnim se, da je leta 2000 je v Rogaški Slatini bil simpozij, mednarodni simpozij posvečen Francetu Kidriču in jaz sem bila povabljena, sem bila tam in en prispevek je imela tudi zgodovinarka Jera Vodušek Starič, in sicer o očetu, ne o Francetu Kidriču, ampak kjer je tudi želela osvetliti ta odnos očeta in sina. No in v pavzi, ne, ko sva imeli priliko se pogovarjati malo, me je vprašala, kako to, da se je oče sploh spustil to, kako se je to zgodilo, da je oče šel v tako pot. Jaz sem bila malo začudena, ne, ampak potem sem ji pa rekla, veš, Jera, ti si zgodovinarka in ti moraš to raziskati in ti moraš to videti, ne. Jaz ti bom sam rekla, da v Kraljevini Jugoslaviji nista tekla samo med in mleko. Pol ni bilo več prilike, da bi se o tem pogovarjala. O tem nisem pol dolgo časa razmišljala, pol mi je pa prišla slučajno knjiga Jankota Kosa, njegova prva knjiga njegove avtobiografije, Roke, in tam sem prebrala en odlomek, jaz ga bom, če ga lahko kar preberem, zaradi tega, da ne bom narobe citirala. Torej, gre za profesor. Če samo obrnete, da se vidi. Pardon, ja. Torej, gre za profesorja literarne zgodovine na Filozofski fakulteti Jankota Kosa, akademika. No, in on pravi takole: ob tem se mi je vsililo premišljanje o tem, zakaj so bili nekateri od najbolj trdih mož slovenske komunistične revolucije potomci očetov, ki so nekaj pomenili v slovenski kulturi, pravzaprav v njeni najnežnejši cvetki, slovenski literaturi, pa še v njenem poganjku, slavistiki. Boris Kidrič je bil sin osrednjega literarnega zgodovinarja med vojnama, Franceta Kidriča. Mitja Ribičič je bil rodni sin Josipa Ribičiča, najbolj priljubljenega mladinskega pisatelja tistega časa, mi, predvojni otroci, smo bili njegovi zvesti bralci. In Zlatko Seliškar je bil sin očetovega bližnjega prijatelja in sodelavca. Kaj je bilo v teh očetih, da so se jim rodili sinovi, ki jih je gnala v revolucijo takšna volja do zatiranja, uničevanja drugih ljudi in še do česa hujšega. In tako naprej. Torej, moram priznati, da sem bila precej šokirana, ko sem to prebrala, in ne toliko prizadeta osebno, ne, kot hči
človeka, za katerega se reče, da ga je gnala volja, takšna volja do zatiranja, uničevanja drugih ljudi in še do česa hujšega. Bolj me je, bom rekla, kar udarilo nekako dejstvo, da je nekdo, ki je profesor na univerzi in ki je član Akademije znanosti in umetnosti, torej je po definiciji intelektualec, raziskovalec, razmišljujoč človek, da lahko postavi eno edino hipotezo oziroma niti ne hipotezo, ker to je enostavno trditev, za to, da bi pojasnil njemu neko nerazumljivo dejstvo. Jaz celo ne bi imela nič proti, če bi nekdo rekel, da je to ena od možnosti, zakaj je moj oče šel v revolucijo. Ampak mislim, da je nedopustno, da razmišljujoči človek, nekdo, ki tudi uči druge ljudi, mlade ljudi, da ne analizira cele situacije in da ne vidi in ne pove, ne izpostavi tudi druge možnosti. In zato bi jaz zdajle, mogoče, če dovolite, tole priliko izkoristila, da povem, kako se je to zgodilo, da je moj oče šel na pot revolucije oziroma da se je približal komunistični partiji. Predvsem je treba povedati, da so razmere v Kraljevini Jugoslavije bile daleč od idealnih. Jaz o temu ne bom veliko, to vsak lahko, ki ga zanima, prebere. Ne bi sam rekla, da ekonomsko je bilo precej težko, ženske so bile zatirane, niso imele nikakršnih političnih pravic in politično je bilo skrajno slabo. In torej vsi vemo torej moja generacija vedo za šestojanuarsko diktaturo, za tako imenovano obznano, ne, za razpustitev parlamenta, torej kraljevo diktaturo. In nikakor ne moramo govoriti o državi, kjer je cvetela demokracija, kjer se je vsem relativno dobro godilo, kjer ni bilo zatiranja, kjer ni bilo ekonomskega izkoriščanja, kjer so ljudje živeli krasno življenje. No, v taki državi je moj oče odraščal, čeprav njemu ni bilo nič slabo, ne. Hodil je na Poljansko gimnazijo. Stanovali so takoj tam za vogalom, takrat se je tista ulica imenovala Zrinskega, mislim, potem so jo preimenovali v ulico papeža Janeza Pavla II. In tam bil je zelo razgledan, bil je zelo načitan, seveda doma je imel zelo dobro knjižnico, imel očeta, s katerim se je lahko pogovarjal, bral je zelo veliko filozofskih del in med ostalim je srečal tudi Vlada Kozaka, ki sem ga že omenila na začetku, brata literatov Juša in Ferdota Kozaka, ki je bil pa velik pristaš oziroma član komunistične partije. Rada bi še rekla, da je oče bil takrat star 15 let. To je tudi treba vzeti in treba malo pomisliti, kakšni so danes 15-letniki. In je bral filozofijo in potem je pod vplivom Vladota Kozaka začel brati marksistično literaturo, se je začel zanimati za te takrat sodobne družbene teorije in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar je, da je redno z starim očetom hodil v Rogaško Slatino
v počitnicah in da je tudi prvi razred osnovne šole zdelal v Rogaški Slatini. Tam so imeli hišo na eno zelo lepem položaju pri Sveti Trojici, nad Rogaško Slatino, hišo, ki jim je zapustil Vinko Žurman, ki je bil zelo znan, napredni kmetovalec v Slatini. In oče je tam spoznal mlade steklarje iz Rogaške Slatine. Takrat se je razvila ta velika steklarna in te steklarji so prišli iz Hrastnika, mislim. Dobro se spomnim imena Beno Jugovar, ker se je velikokrat omenjalo pri nas doma to ime. In oče je spoznal tudi zelo težke pogoje, pod katerimi so te steklarji delali v steklarni. Se je z njimi začel družiti, je začel razmišljati o položaju delavskega razreda v takratni Jugoslaviji in to vse skupaj je imelo tak vpliv na njega, da se je skratka še bolj obrnil v to smer komunistične revolucije, če lahko tako rečem. No in postal je aktiven, tiskal je razne letake in trosil letake, verjetno pisal po bi rekli danes grafite, organiziral krožke in tako naprej. In tako daleč, da so ga enkrat najbrž nekdo naznanil ali so pa na nek drug način prišli do njega, zaprli. In zdaj bi spet rada povedala, ko so ga zaprli, je imel 17 let in nekaj več. In torej, meni se zdi za današnje razmere prav neverjetno. In za 17 let je, par mesecev pred 18 letom, je pristal pred sodiščem za zaščito države. Mislim, to ni bil hec. In obstaja eno zelo lepo pismo, ki je mene pretreslo, ko sem prvič videla fotografijo, nisem videla nikoli originala, mogoče ga bom poiskala, ne vem, kje točno je, kjer pismo očetu in materi iz zapora, v tistem trenutku, ko so ga zaprli, kjer tako zrelo in tako izbrano reče, da ve, da jih bo zelo prizadel in zelo razžalostil, ampak da on ne more drugače in da globoko verjame v to, za kar se je odločil in kar dela. No, potem pa piše, da jih prosi, da mu prinesejo pulover, zato ker ga zebe v zaporu. No, bil je poslan v Beograd pred to sodišče za zaščito države in počakali so za samo razpravo do njegovega 18. rojstnega dneva, zaradi tega, ker so želeli, da bi bil polnoleten, zato da bi lahko bil obsojen. In oče je rojen 10. aprila in 11. aprila je bil, torej 18 let star, je bil obsojen na 1 leto zapora. Tole je mogoče malo anekdotično, ampak če nič drugega je eno tako žalostno, bi rekla, žalostna podrobnost, da je oče torej obsojen prvič v življenju, ker je bil še pol večkrat, 11. aprila, da je umrl 11. aprila in tudi njegov oče je umrl 11. aprila. Torej ta 11. april
je en takšen žalosten datum za našo družino. No, oče je bil v Glavnjači, to še moja generacija je vedela, kaj je Glavnjača, in fakulteta, na kateri sem študirala v Beogradu in v kateri sem delala več kot 20 let, je bila zgrajena na Glavnjači. Na nekdanji Glavnjači, seveda so jo podrli. Glavnjača je bila zloglasni zapor v takratni Jugoslaviji in dobro se je vedelo, da so mnogi umirali, ker so jih enostavno metali skozi okna. Star oče je bil seveda ves iz sebe, in je naredil vse, kar je mogel. Mama mi je rekla, da je bilo najtežje to, da je moral da je šel prositi tudi različne klerikalne veljake za uslugo, ne da bi očeta premestili iz Glavnjače. No in slučajno sem srečala lobista, ki je bil pred parimi meseci v časopisih, Boža Dimnika, ki je izdal svojo avtobiografijo s Tadejem Golobom, in mi je povedal, da je opisal dogodek, da je star oče preko nekih znanc, preko advokata Lokarja, ki je bil velik lovec, prosil očeta Boža Dimnika, ki je bil pa šef lovišč, glavni lovec pri kralju Aleksandru, ki je bil velik lovec, da pri kralju Aleksandru vpliva na to, da bi očeta premestili v Slovenijo. No in oče od Boža Dimnika je najprej poskušal pri šefu policije v Beogradu, ni uspel, in potem je pa res govoril s kraljem Aleksandrom, je poiskal en takšen moment, in so dejansko očeta premestili v Slovenijo. V knjigi, v biografiji Boža Dimnika je ena napaka, on pravi, da so ga v hišni pripor, vendar to ni bil hišni pripor, ampak so ga dali v mariborsko kaznilno, mariborski zapor. In tam je bil malo manj ali eno leto. Dovolili so mu knjige, da je dobil knjige, tako da se je učil, ker on je bil še dijak, še ni maturiral, tako da se je lahko učil, tako da je na koncu, ko je zaporno kazen odslužil, da je lahko končal gimnazijo in maturiral. No, tukaj je še ena majhna pripoved taka, to sem pa slišala na televiziji od znanega bosanskega revolucionarja Rodoljuba Čolakoviča, ki je bil v zaporu zato, ker je načrtoval en atentat, ali tudi sodeloval v atentatu na, meni se zdi, policijskega ministra v Kraljevini Jugoslavije. No in je bil v Mariboru in je na televiziji v takem pričevanju povedal, da so enega dneva slišali, da so pripeljali v zapor sina enega uglednega slovenskega meščana in da je upravnik zapora rekel, da bo temu razvajenemu mulcu že zbil vse muhe iz glave in ga je dal zapret v samico. In oče je bil torej pri rosnih 18 letih en mesec v samici. Na koncu je ta upravnik zapora ugotovil, da tega mulca razvajenega ni uspel zlomiti in ga je pol pustil med ostale zapornike in takrat ga je tudi Rodoljub Čolakovič spoznal. No in seveda tukaj v zaporu je pol oče srečal še druge revolucionarje, Torej, jaz mislim, da bi poleg te hipoteze, da je pač on imel tako naravo, ki je bila grozna, ki je težila k zatiranju in uničevanju drugih, mogoče imel še kakšne druge motive za to, da je šel
v tako pot, kot je šel. Jaz seveda ne razmišljala, ne razpravljala o tem, kaj so bili motivi akademika Kosa, da napiše nekaj takšnega, ne. Ampak vsekakor pa je načeloma lahko ugotoviti, da je zelo slabo, da stvari gledamo skozi ideološko pobarvana očala in skozi ker to nas nikamor ne pelje. In tisto, kar je žalostno, je to, da je tega vse več in več v tem času, v katerem živimo. En takšen primer, ki je mogoče malo ni tako, vsaj za mene, presunljiv, ali pa kot je ta z profesorjem Kosom, so komentarji oziroma neke zabeležke iz knjige kirurga, novozelandskega kirurga Lindsaya Rogersa, partizanski kirurg, ki je bila pred parimi leti, tudi se je kar precej pisalo o njej. To je kirurg, ki je prišel pomagati partizanom v Jugoslavijo in je na koncu vojne delal tudi v Sloveniji, v eni partizanski bolnišnici, ki je brez dvoma veliko pomagal s svojim znanjem in svojim delom, pri reševanju ranjencev, vendar je bil pa po prepričanju popolni antikomunist. In po eni strani je ta del knjige poln velike hvale partizanskih zdravnikov in vsega tega, kar je partizanska saniteta naredila, po drugi strani je pa, kako bi rekla, silno kritičen in to neupravičeno kritičen do vsega tistega, kar je imel kakršnekoli zveze z partijo med vojno. No, on zelo zanimivo postavi na eno stran Josipa Vidmarja in na drugo stran Borisa Kidriča. Josip Vidmar je zanj inkarnacija vsega tistega pozitivnega, meščanskega in kulturnega, in Boris Kidrič je po drugi strani inkarnacija vsega tistega divjega, groznega in sploh. In čeprav sta oba dva bila iste provenience, in Vidmar in Kidrič, ampak seveda Vidmar ni bil komunist. Meni se že sem začela malo dvomiti v percepcijo Rogersa, ker sem videla, da je napisal, da je Vidmar imel lase, ki so se mu že precej zredčili. Tako, da se mu je pod svetlobo bleščala visoka glava intelektualca. Torej, v mojem spominu je popolnoma drugače, Vidmar je imel tako rekoč do konca življenja, poznali smo se dobro, bili smo družinski prijatelji, izredno krasne, močne lase, edino, da so takrat v partizanih začeli siveti, pol so bili pa popolnoma sivi, ampak nikakor pa ne zrečeni. No, potem pa pride opis očeta, Kidrič, mož gladkega obraza, s smehljajem na ustih, z nerazbrazdanim čelom. Tisto noč je bil bolan in tako naprej, na rdečem čelu je imel potne srage. Ni mi bilo jasno, kaj mu je, ga daje malarija ali pa v njem gori revolucionarna vročica. Imel je mehak glas, majhna usta, ki pa so bila skoraj kruta pri oblikovanju besed,
In te besede so bile trde, koncizne in dogmatično izgovorjene. Imel je majhne oči, ki so spominjale na podlasico, oči verskega fanatika in njegova vera je bila komunizem. Torej, vsi so rekli, in Vidmar je celo napisal v svojih obrazih, da je oče imel čudovite oči. In na vseh slikah, tudi na Kosovem portretu, ki ga imamo doma, pa se vidi, ne, da in poleg tega je še napisal njegove roke, ki so bile majhne in napihnjene, so se mi zdele prav tako na preži kot obraz. In torej roke, ne, prste je imel roke je imel čisto drugačne, niti majhne, niti napihnjene. Torej, to sem sam ena ilustracija, kako si lahko zaslepljen, ne? Do te mere, da niti človeka ne vidiš takšnega, kakršen je. To, da si proti njegovim prepričanjem, je popolnoma razumljivo, temu se absolutno nič ne čudim. Ampak taka zaslepljenost. No, pol je pa še malo huje, ne, da je napisal, to pa že posega v faktografijo. Nihče ne bi uganil, da je tu sredi nas človek, ki je likvidiral kolaboranta dr. Ehrlicha iz Ljubljane. Gre za Lambrehta Ehrlicha. Kidrič ga je ustrelil in to pred cerkvijo svetega Cirila, takoj po maši, na njegovo duhovniško obleko pa je pripel poročilo: pozdrav od tovariša Kidriča. Torej, to je popolnoma skregano z resnico. Zelo dobro se ve, kdo je ustrelil Ehrlicha. Še nedavno, bila sta dva, ne, še nedavno je drugi, ki je bil za tistim, ki ga je ustrelil, bil živ. Torej, tisto, kar je tudi po mojem nedopustno, da uredniki te knjige niso saj dali eno fusnoto, ne, lahko bi to pustili not, pač Roger si je tako mislil, mu je nekdo najbrž povedal, ampak ker je ogromno drugih fusnot, ne, bi lahko dali tudi to fusnoto, da je tukaj očitno imel napačna obvestila, ne, napačno informacijo. Je pa bi še dodala zanimiv odstavek Rogersov, ki se tiče očeta. Bil je še vedno isti, neomajni Kidrič, a kljub svoji zagrizenosti, svoji kalvinistični vnemi za novi režim, kljub slovanski pretkanosti in očitnemu slabemu zdravju, se mi je zdel privlačen. Spadal je med tiste hrabre oznanjevalce nove vere, ki jih v stvarnem življenju tako redko srečaš. To je en tak, bi rekla. No, to se mi zdi, da je pomembno vedeti, kako je oče sploh prišel na to pot, katera ga je pol vodila do zgodnje smrti. On je umrl en dan po svojem 41. rojstnem dnevu. Omenili ste nekatere napade, kako naj rečem, na vašega očeta. Tudi po osamosvojitvi Slovenije je bilo veliko napadov. Omenili ste tudi, kako so na spomenik v Kidričevem dali svinjsko glavo. Očitali so mu marsikaj, ne? Ja. Zanimivo pa je, da je recimo v knjigi Zdenka Roterja z naslovom Pravi obraz objavljen zapis Tineta Hribarja z naslovom Prelom zaroto molka, v katerem je med drugim zapisal, bom kar citiral: Boris Kidrič, ki se je nekaj dni upiral pomoru,
O tem je večkrat govoril Dušan Pirjevec, je nazadnje popustil, toda prebolel ga ni nikoli in je kmalu pri 40 umrl. Gre za, govori tu vse o povojnih pobojih. Kaj vi menite o vsem tem? Jaz seveda o tem nisem nič vedela, ampak mogoče že pred tistim znanim Kozbekovim intervjujem se je pri nas doma govorilo o tem. Torej mama, ne, je sestri in meni o teh stvarih pripovedovala. Mi smo zmeraj mislili, ne, oziroma in čutili, da je to bila zelo velika tragedija in mama nam je pa poskušala razložiti, kakšne so bile okolnosti in kakšen čas je bil. Oziroma, da ni nič takega, niti to ni opravičljivo, je pa do neke mere razumljivo. Oziroma, mama je smatrala, da je pač do neke mere to bilo razumljivo. In dobro se spomnim teh razgovorov in ko je pripovedovala, ne, da je na tak način, poleg domobrancev, ne, da je bilo pobito zelo veliko ustašev in četnikov. In jaz sem se takrat spomnila poeme Jama, hrvaškega pesnika Ivana Gorana Kovačiča, o kateri smo se učili v šoli, in to kar precej podrobno, ne, ki opisuje grozodejstva in kako so ustaši pobijali, ne, partizane in Srbe, ne, in kako so jim oči pri živem telesu, oči z noži, ne, izkopali iz glave. In tudi spomnila sem se vsega tistega, kar so četniki počeli v Srbiji, ne, ker so bili dejansko klavci. Meni je bilo takrat in mi je danes zelo žal, da je, če lahko tako rečem, naša stran oziroma stran, ki je zmagala, nastopala na podoben način. In tisto, torej po mojem, in tudi moja mama je mislila, da opravičila ni, ampak skušala sem razumeti situacijo, v kateri so se takrat znašli. Bilo je zelo veliko maščevanja, ne. Predstavljajte se nekoga, ki so mu recimo očeta, brata ubili na tako grozovit način, zaklali ali pa mu pri živem telesu izkopali oči. Ko zagleda potencialno tiste, ki so nekaj takšnega naredili, ne. Torej, tudi predstavljajte si tiste, ne, ki jih je bilo strah, da bi ko so se vrnili, te vojske, ko so se vrnile, ko so jih vrnili nazaj preko meje, ne, zavezniki, da bi storile isto. Pa naši strani, če lahko tako rečem. Še nedavno mi je znanka, ki ni Slovenka, ne, in ne poteka iz Slovenije, ko sem ji razlagala vse o tej zadevi, ne, in sem želela na en objektiven oziroma predstaviti, ne, kakšne hude dileme in so tudi živeli moji lastni starši, mi je ona rekla, ja kaj, sej, če pa oni ne bi njih, bi pa oni njih, ne. Torej, tisto, kar bi jaz želela reči, je, da je osnovno zlo v tem, da je bila vojna. Osnovno zlo v tem,
da so bile v družbi take silne napetosti, take silne razlike, da so ljudje reagirali na ta način. In to je tisto, kar bi jaz zelo želela, da bi mlade generacije in tiste generacije, ki prihajajo, pa tudi če so apolitične, kot se danes reče, zastopile. Da je treba ustvarjati take družbene okvire, družbeno-ekonomske, politične, ne vem, kako se to reče, jaz sem biokemičarka, ki nikoli ne bodo pripeljale do takih ekstremnih razmer, kot so vojne, kot so taki momenti, ko eden pobije drugega, zaradi tega, ker se boji, da bo tisti drug pobil njega. To se mi zdi najbolj pomembno, kajti vseh ljudje smo kompleksni in ne bom zdaj šla v filozofske razprave, ampak nobeden od nas ne more garantirati, kako bi se obnašal, če bi bil pritisnjen ob zid. Pri marsikom bi mogoče izbila ena huda agresivnost, pri marsikom bi izbilo eno maščevanje, pri nekom pa ne. Razmere se ne smejo ustvariti. No, med drugo svetovno vojno so bile sploh razmere take, da tu ni šlo samo za boj za ozemlje, šlo je tudi za izbris določenih narodov. Ja, to. In tukaj smo bili Slovenci nesporno obsojeni na izginotje. Ne? Ja. 4 okupatorji so se nas razdelili, začelo se izsiljevanje, začeli so se poboji, vseh, ki so se uprli okupatorju, in po mnenju mnogih, in recimo Josip Vidmar tukaj piše, je bil motor odpora, ki je organiziral odpor, ravno vaš oče, ki je organiziral odpor proti okupatorju v obliki Osvobodilne fronte. Ne? Skratka, tu ima nesporne zasluge za ta organizacijo tega odpora. Kako vi vidite? Jaz bi predtem še mogoče rekla na vaše predhodno vprašanje še par besed, zato da ne želim o tem govoriti. Moje osebno mnenje je, da je za te povojne poboje, kakor se reče, oče moral vedeti, ne? Zaradi tega, ker je brez dvoma bil na takem položaju. Ne? A je to res, kar je Ahac oziroma Dušan Perjevc rekel Tinetu Hribarju, ne vem. Ne? Tudi o tem moja mama ni nikoli govorila. Mi je pa rekla, da je oče bil, da ga je enkrat dobila zelo pobitega, da je poslušal Beethovnovo, tam je 3. simfonijo, v kateri je posmrtni marš, zelo poznan posmrtni marš, in da je rekel, da razmišlja o vseh teh mladih ljudeh, ki so padli v vojni. Koliko mladih ljudi je izgubilo življenje v vojni. Na katere mlade ljudi ni povedal, ampak mama je rekla, da je bilo, ne vem, 2 ponoči, 3 ponoči, je ga dobila ob gramofonu, ne, tistem starinskem, in da je to rekel, kako je to tragično, da v vojnah toliko mladih ljudi izgubi življenje. Bi pa povedala, mislim, no, da je da je oče tudi zaradi tega tako mlad umrl, pretirano, ne. Iz tega, kar vemo o njemu, on je bil čustven in zelo, je verjetno bil prizadet, ne, ampak očitno zaradi tega ni odstopil, ne, očitno se ni mogel upreti do te mere, da bi to preprečil, ne. Lahko pa, da je poskušal, ne, kot piše tukaj Hribar. Vem pa za eno epizodo, in sicer jo je opisal Zoran Polič in je to tudi objavljeno v
ne vem točno, ne bi morala zdajle pogledati, meni se zdi v neki reviji Sodni vestnik ali tako neki. In Zoran Polič, ne, ki je bil v Sokol in kot tak pristopil v Osvobodilni fronti, in je bil pravnik, ne, in se je ukvarjal s temi zadevami, je v tej reviji objavil en članek Sodstvo v partizanstvu, torej o sodstvu v partizanstvu, ker ve se, ne, da je med NOB že bilo precej funkcioniralo. In tam je opisal eno epizodo, ko so pred sodnike postavili neko skupino, zdaj ne me vleči za besedo, ker je treba preveriti točno, ali bodisi domobrancev, bodisi, in da so bili tudi neki duhovniki, in da predno so bili obsojeni, je oče rekel sodnikom, da bi on rad se z njimi pogovarjal in da bi jih rad prepričal. In je baje se zelo veliko z njimi pogovarjal in tako naprej in jih prepričal in je pol ves ponosen prišel in povedal, da jih je prepričal in da več ne bojo sodelovali v borbi proti partizanom in da jih je treba spustiti. In so jih dejansko spustili, jih niso obsodili in da že čez zelo kratek čas so jih ujeli z krvavimi rokami, tako zopet. Torej, to je Polič, torej oče ni bil po duši in naravi krvnik, ampak so ga v marsikatere odločitve gnale tudi razmere. No, zdaj ste pa začeli z Osvobodilno fronto, ne? Ja, z Osvobodilno fronto, mislim, kako? Torej, pri nas doma, ne, mama je bila zelo racionalna in tako, in ni nikoli delala nobenega mita, ne od očeta, ne od ničesar, vendar je pa Osvobodilna fronta bila absolutno na piedestalu. In po njenem mnenju, ampak vidim tudi recimo Vidmar, ne, je Osvobodilna fronta bila njihov največji dosežek. In če smem biti neskromna, ne, največji dosežek mojega očeta. Mama je rekla, da si ona osebno težko predstavlja nekoga drugega, ki bi bil v stanju zbrati in okoli sebe tako različne profile, če lahko tako rečem, ljudi, ki bi v danem momentu skupno, enotno nastopili v upor, šli v upor in v obrambo domovine, ne. In ker splet okoliščin je bil tak, ne, da je oče po naravi bil zelo prepričljiv, ne, poln zanosa, mama je, prosim? Delaholik, ja. To sploh. Ampak mama je recimo rekla, da je ona slišala, ne samo ona je pa stanovala tudi na Poljanskem nasipu, torej tam in je videvala očeta, še predno sta se spoznala, na ulici, ne, ampak da so vsi tisti, ko je oče bil zaprt kot 17-letnik, ne, in pol 18-letnik, v Ljubljani slišali o temu in da je cela ta njena okolica govorila, kako se je sin profesorja Kidriča odlično držal na sodišču in v zaporu, ker ničesar ni priznal, in da so ga silno občudovali, ne, in da je to, in dejstvo, da so njeni starejši bratje hodili v te levičarske krožke, tudi njo privleklo k komunizmu oziroma komunistični ideologiji, ne. In oče s to sposobnostjo, s to prepričljivostjo na eni strani, na drugi strani pa z zelo veliko on je bil zelo izobražen že tako mlad, ne, to sem že omenila, in seveda z to dejstvom, da je bil meščanski otrok,
sin profesorja univerze, akademika. Zato so se potem tudi tako imenovani kulturni delavci, ne, literati, pesniki in tako naprej, z njim pogovarjali, ne, in so ga vzeli resno, ne. On je 41. leta je imel, če je bil 12. rojen, 29 let, ne. Še ne 30. Ja, še ne 30, ne. In recimo Vidmar in podobni so imeli za sabo že določene opuse, ja. Določene opuse, da rečem, so že bili do določene mere častitljivi, ne, meščani. Torej ta moment, te njegove osebne zagnanosti in te njegove, danes bi se rekli, karizme, ker jaz mislim, da on je bil karizmatičen. Mislim, te njegove karizme po eni strani in po drugi strani te njegove velike izobraženosti in meščanskega porekla in tako naprej. Ta moment je naredil njega tako, da je pravzaprav bil kot poklican za to, da je okrog sebe zbral vse te raznorodne. Ne, seveda to ni delal, ideja sigurno ni samo njegova, ne, tukaj on je ogromno kontaktiral in debatiral z Kardeljem, ne, in še z drugimi ljudmi, tako, ampak on je bil tista gonilna sila, odnosno tisti motor, ne, kot ste vi rekli, ne. In vi boste veliko bolje vedeli kot jaz, da je zelo nehvaležno delati kakršnekoli primerjave, ne, in paralele in tako naprej. Ampak poglejte, danes vidimo, kaj pomeni razklanost političnih struktur, ne, in kam nas to pelje. Mislim, če bo tako ostalo, nikamor, ne. Danes vidimo, da v določenih momentih politika in kultura in znanost in vse, torej vsi razmišljujoči ljudje morajo stopiti skupaj in pozabiti na neke osebne interese, osebne zamere, majhne partikularnosti in tako naprej. Ne, enako je bilo 41. leta v Jugoslaviji. Če poglejte, zvezna ta armada, ne, in vlada in ne vem kaj, armada je kapitulirala, Jugoslavija kapitulirala, dvor in vlada in ministri in vsi so pobegnili, vsi, ne. Ja. No, je pa res, pardon, ja. In tukaj so pa bile mnoge stranke, vse je bilo sparcelizirano, nič ni bilo, ne, in niso zastopili tistega trenutka, da je šlo za, kot ste vi rekli, za vse ali nič. Niso pa se na pravi način na izzive časa odzvali. Ja, to je najboljše, to ste odlično rekli. Niso se na pravi način na izzive časa, niso zastopili izzive časa. To malo vidimo, nažalost, tudi danes. Drži, ne, ker to stopiti skupaj je tudi nekaj, ne, da mi se moramo danes ne samo stopiti skupaj, verjetno upreti tem politiki, ki kuri razkol, ki kuri sovraštvo, ki hoče potvarjati zgodovino in podobne stvari. S temi se ne da sodelovati. In zdaj, veste, tudi brez dvoma, ne, je partija prevzela eno vodilno vlogo. Ampak po drugi strani pa, če bi v enobev, ne, med vojno, vsak vlekel na svojo stran, kako pa bi bilo s tem odporom? Mislim, takrat je morala biti ena komanda. Ni pa sploh res, da je bilo enoumje med njimi. To pa, mislim, ker to sem pa slišala doma in sem se pol tudi velikokrat pogovarjala z Vidmarjem, Brecljem, Poličem, s Poliči smo bili sosedje, ne, in oni so zelo veliko med sabo debatirali, zelo veliko, in sploh niso imeli vsi enaka stališča, ne, ampak vsem je bilo pa jasno, da
saj v tistih 5 letih je pa komanda morala biti ena, ne. In tukaj, seveda, je pa pol vprašanje, je pa pol naprej, ne, kaj bi bilo boljše iz te današnje perspektive, lahko sodimo, da bi bilo boljše, če bi po določenem času potem se šlo v dejansko tudi politično demokratizacijo, mogoče ne še takoj, dokler se ni ekonomsko Jugoslavija pobrala, ampak potem bi bilo pa najbrž boljše iti še v veliko večje rahljanje in tako naprej, ne. Ampak to je druga stvar. No, partizanski boj je imel 2 stvari, ne. Eno je bila osvoboditev od okupatorja, ne. In druga stvar, normalno, je bila tudi boj za pravičnejšo družbo, ne. Jaz sem leta 1988 po nekem naključju se posnel intervju z Josipom Vidmarjem, ne. On mi je dejal takrat, da Kidrič se je zavzemal za socialistični red, da bi bile razlike v družbi ne bile tako velike. Vse to, ne, to je bil njegov osnovni namen. Ne? In verjetno mnogi ne bi šli kar tako v boj za to, da bi potem šlo na staro, na neke stare krivične odnose, ne. Zaradi tega so šli mnogi. To popolnoma se strinjam z vami, zato ker to je bila tudi socialna borba za boljšo, bolj pravičen svet, socialno pravičen svet. Absolutno to. In to negirati in to umetno, kakor tisti, ki so šli v partizane kot borba proti okupatorju, to je fajn, oni, ki so pa hoteli še revolucijo, to pa ni, ne. To je umetno, to je popolnoma umetno ločevanje znotraj partizanskega boja. No, vaš oče me tudi zanima njegov, kako ste vi to doživljali, njegov odnos, recimo, kljub vsemu je bil on Slovenec, ne, in Slovenijo je in recimo na drugem zasedanju AVNO-ja je želel, da se potrdijo določeni sklepi Osvobodilne fronte, ne da AVNO sprejme, recimo, da pripada Primorska Jugoslaviji, ampak da se s tem potrdi sklep, ki ga je že prej Osvobodilna fronta sprejela, ne. Skratka, nekako je pazil na neko avtonomijo Slovenije. Kako ste to vi? Veste kako, on je po eni strani, to je zdaj spet... Vaše. Pa kar je mama povedala, da je za njega na določen način Slovenija bila premajhen okvir. Mislim, to tudi najbolj zato, ker je bil tak, ne, on je. Ampak on je vedno bil zelo zaveden Slovenec, ne v tem nacionalističnem smislu, ampak on je cenil, spoštoval in tudi zlasti zelo dobro poznal slovensko kulturo, slovensko literaturo, ne, saj on je pred vojno, ne, pisal recimo o Levstiku, ne vem, in o raznih stvareh, ne, v zvezi z literarno zgodovino in tako naprej. In on se je tudi zavedal, ne, omenila sem te kritike iz juga, ne, da je forsiral Slovenijo. On, če je kaj res od tega, ne, da je selil industrijo v Slovenijo in tako naprej, je to delal zaradi tega, ker se je on zavedal, kje bo to bolje izkoriščeno in kje bo bolje funkcioniralo, ne. Ampak ne zato, da bi en del razvijal, en del ne. Ampak recimo, jaz sem povedala, da sem vse šole, te 8-letko gimnazijo in tako rekoč celotno fakulteto naredila v Beogradu, ne. Ampak brez dvoma ne govorim lepe slovenščine, ali pa nisem ekspert, ne. Ampak
Mi smo doma vedno govorili slovensko, imeli smo ogromno slovenskih knjig. Jaz sem šlo čtivo, obvezno čtivo za predmet književnost, in je srbohrvaški jezik, velikokrat brala v slovenščini, ker smo imeli doma, in zakaj bi iskala v srbohrvaščini, Tolstoja pa take stvari, Sem vse v slovenščini prebrala. To je, mislim, in to je iz te velike zavednosti, mislim, doma, Mi smo absolutno vedno bili Slovenci, Meni, čeprav sem bila za Jugoslavijo, meni nikoli ni padlo na pamet, da kot narodnost opišem kaj drugega kot slovenska. Pa je moral enkrat celo napisati en članek Več Jugoslavije, ker da so očitali, da preveč Slovenijo nekako... Zelo znana je, to tudi Vidmar piše, da je bil silno prizadet, ko so morali enote slovenske, te partizanske vojske, podrediti ne vem kateri zvezni, eni diviziji, zvezni diviziji, da ga je to strašno prizadelo. In tudi sploh, mislim, da je tudi, da v ostalem delu Jugoslavije niso imeli razumevanja za osvobodilno fronto. Vidite, to je pa nek koncept, ki je njim bil, in ki je njim očitno bil tuj, In nekje konec 44. leta, to tudi Perjovc piše, me o tem tudi spraševal. To sem seveda jaz vedela od doma, ampak ne lih čisto podrobnosti, da so ga enkrat, je prišel ukaz iz vrhovnega štaba, da so očeta odstavili od čisto vseh funkcij, zaradi, verjetno, zdaj, tukaj so pa različne interpretacije, zakaj ne. Eni pravijo, da zato, ker je hotel neke gospodarske zveze z zahodnimi zavezniki ustvarjati, eni zaradi, ne vem, mislim, to bi mogoče bilo zanimivo raziskati, ampak ne vem, kje bi se to dalo ugotoviti. In je dejansko bil, mama je rekla, če se prav spomnim, 14 dni, mislim, da Vidmar prav neki dni, ne več. In mama mi je rekla, da je demoralizacija zaradi tega tam v štabu slovenskem in tudi med partizani bila tako velika, da je na koncu Boris Krajger interveniral v Beograd in je rekel, če želijo, da partizanstvo ostane skupaj v Sloveniji, morajo preklicati tisti ukaz in očetu dovoliti, da upravlja vse svoje funkcije naprej. Katero leto je to bilo? 44. Eni 14 dni so ga osamili, Ja, mama je rekla 14 dni. No, mislim, ampak je bil, in ni bil absolutno čisto vse funkcije so mu bile odvzete. Zdaj, na čigavem zelniku je to zraslo, takrat so bili tudi že v štabu nekateri delegirani iz dolne, iz vrhovnega štaba, ali kako se imenovali, to bil kakšen general, kaj je bilo, ne vem, to bi bilo popolno ugibanje. Dejstvo pa je, da se je to zgodilo in dejstvo je, da je Boris Krajger tukaj zastavil, tudi, da se je to ukinilo, Ne, on sigurno ni bil zadrt nacionalist, kje pa mislim, ampak da pa ni, sej že to dejstvo, da je bil sin svojega očeta, zadost, ampak da pa je videl v celi tej konstelaciji prednosti Slovenije, pa tudi res, in da jih je hotel racionalno izkoristiti, je pa vsekakor res.